Dragi gledalci, prosimo, da izklopite svoje mobilne. Pa lih zdaj. Ja, prosim. Ne morem zdaj, dajte pokličenka v konc filma. Ja, okej. Aj, čau. No. Dragi gledalci, prosimo, da izklopite svoje mobilne telefone. Bilo je leta 2010, ko je Matteo Lombardi opazil mladega, ambicioznega, perspektivnega Francoza. Tako je vedel, da bo lahko iz njega naredil nekaj velikega. In tako je Francoisa potegnil iz bede. Ko sem se peljal skozi vas, sem ga videl, kako je garal. Ma ker je bil nero, crn, sem ga hotel peljati v skoke. Saj so znani po svoji izredni eksplozivnosti. Ampak, ko je prišel mi v Fisija, pisarna, se umil in je bil tako bjanko, kot bi bil mlinar v Figljo.
Že naslednji dan je masni podkupnini podlegel uspešni trener švedske reprezentance Potočnik Andrej, ki je v takem spominu ohranil prvo srečanje. Menedžer me je povabil na prvi trening, ker sem ga prvič videl, sem bil kar majhen skeptičen. Ampak, ko sem videl prvi skok, sem rekel, kar je Mohamed Ali ustvaril v boksu, bo naš ustvaril v skoki. Potem je rekel menedžer, le imaš pomočnika, imajo nove fore, 3 vaje, ki jih nobena ne uporablja. Tako da jih zdaj treniramo. Ena vaja je, ko je zdaj liti izvajata, dajmo fata, pokažta. Za čim prejšnji uspeh v tem športu je Lombardi brez trenerjevega vedenja dajal obetajočemu skakalcu prepovedane substance, kar pa je Francoza pripeljalo na rob propada. A sem vas, a ne? Malo šale, za boljše vzdušje namreč. Ja, spomnim se tiste noči. Bil sem dežuren, ko so ga pripeljali zaradi prevelike količine zaužitih mamil. Seveda smo mu tako izprali želodec. Kasneje je tožil tudi nad bolečinami v trebuhu. Zato sem naredil preventivni pregled in ugotovil, da gre za klasično standardni nateg križnih vezi. Namreč, na tem predelu tukaj. In tako se je skupna pot začela. Ker se je zdravnik Rosso zavzel za Francozovo zdravje in ga vzel pod ostri zdravniški nadzor, je Matič popolnoma okreval. Po letu dni trdih treningov se je lahko udeležil skokov na ljubljanski velikanki. Z odličnimi predstavami je na njegovi prvi tekmi v karieri število navijačev drastično naraslo. Kar je pomenilo le eno. Ekipi se je pridružil predstavnik za stike z javnostjo, univerzitetni diplomirani magister doktor Vodnik Andrej. Fanta se je spomnil s planice. Dober je skakal, med prvih 50 je bil. Ampak nekaj mu je manjkalo, tisto pravo zaledje za sabo. In takrat sem jaz videl priložnost zame. No, pa tudi za njega. Ampak pustimo to. Sam trenutek. Čau, Luigi! Momento! Carlos! Si, senjor. Whisky! Ciao! Come stai, Luigi? Ma, va bene, va bene. Si. Scusi, another call. Žujo, Jelko. A takole se vrača klic po 3 dneh? A tako sva se midva zmenila? Kaj? To s tem zdaj v redu, da mi takole vračaš klic? Ja, lej, fanta ne bo. Dobar veš, tako kot smo se zmenili. Lej, če ne boš plačal, fanta bo prišel v planico. Ne, Jelko. Ker pa po naporni sezoni niso bili več kos vzdrževanju smuči in opreme, so se odločili okrepiti še za enega člana, in sicer za serviserja Radeta Čatiča. A veš, bil sem na borzi, brez posla, pa še delavnica izstala.
Kujka sem zagledal njega, slišal sem njegov glas, kuj sem videl, da rab delce za poštimat. Mu jih poštimam, dal mi tringelt, zdaj skozi skrb sodelujemo. V ekipi mi pravijo, da sem 5 pereščak na 4 peresni detelci. Tako, zanimiv. A veš? Udal jedna! Deluj! Ja, Matič France. Kje naj začnem? Že zelo dolg nazaj se ga spomnim, seveda jaz sem tudi že zelo dolg nazaj. In moram reči, da je bil predvsem zmeraj zelo nekaj posebenega. Mu je zelo poseben stil skakanja, pravzaprav zelo čuden stil skakanja, ampak očitno mu je to pomagalo, da je prišel v svetovni vrh. Na tekmah svetovnega pokala se spomnim, mu nobeden živ bog ni mogel priti niti do kolena. Jaz sem ga že videl kot mlajšega tekmovalca, da ima neizmerni potencial. Kakšne skoke je on prikazoval. Skakal je na večjih skakalnicah, kot so pa njegovi vrstniki. Skakal je veliko dlje kot pa njegovi vrstniki. Delal je neizmeren telemark. To je bilo neverjeten, kakšen telemark je on lahko naredil. Ambiciozni Francoz se je pred vrhuncem sezone na duplanski velikanki želel dokazati tudi na ostalih, manj pomembnih tekmah. Začenši v Kranju. Pozdravljeni, dragi gledalci. Pravkar se nahajamo v Kranju na 50-metrski skakalnici, kjer se moj trener in pomočnik trenerja že pripravljata, kakšne napotke mi bosta dala za navrh. Vendar pa mislim, da danes ne bom skočil. Začutil sem grozno bolečino v želodcu. Mislim, da je bil kriv tisti pomfri z majonezo. Ampak pogledajte, tukaj pa je moj prijatelj iz smučarskih skokov, Mađar. Okoš, Tavaroš, hello! Are you on summer preparation? Yes. Did you go on the hill? Yes. And how is it? Yes. How is it, the hill? Yes. Okay. Nice to meet you. Goodbye. See you on the hill. Bye. Jaz sem tako vedel, da ne bo skočil. Neke bolečine stimulira. Enostavno, najen trud ti bo za manj. Treniramo celo poletje, delamo kondicijske treninge, treniramo na manjših skakaljnicah, 20, 30, 50 metrskih. Pridemo na 50 metrsko v Kranju, noče skočiti. Enostavno, usral se je. Najprej sploh nisem vedel, da so odšli tja. Saj, ko sem dobil astronomski konto, sem to zvedel. Vaffanculo, sem ti rekel, da pospravim. Ampak za mojega varovanca soldo non problemo. Uno momento. Ma govorila sem po telefonu, nekaj omenil neko virozo. Ma nisem jaz za nam. Vem, da sem imel ta investicione spacala. Drugače pa betonski blok okoli nog, naj se fantu ciplavat. A mene gledaš? A ste že prišli? Lih v nepravem trenutku imam ful dela dilce, pa to vse moram, da poštimam en kap gužve. Ja, veste, fantu vse prištimam, pripravam opremo, smuče, vse tipi topi, on se zajebava. Ne, on sam, kdaj bo pomfri sa majonezom, boh, namesto da bi kakšen šnicel naročil, ne, boh ne daj, sam pomfri pa majoneza. Saj veste, kva pravijo, skrina brez mesa je k gmajna brez lesa. To je to, ni druge. Pozdravljeni. Zdravo. Ko je prišel pod skakalnico, je bil res fit. Na zajtrku je bil še popolnoma sproščen.
Ko pa je dobil v roke smuči in se je bližal vrhu skakalnice, je začel tožiti nad bolečinami v želodcu. Bolj se je bližal vrhu, večja je bila bolečina. Zato sem pripravil nekaj na zeliščni osnovi. Šnaps. Halo, Buco. Ne, nimam cajta za pirček. Pa šla drugič. Zdaj vam lih pomembno sestanek z našega skakalca. No, vela, pa vašo pozdrav. Žujo. Po tednu dni se je ekipa preselila pod planiško skakalnico, kjer so upali, da se bo Francoz vendarle upogumil. Vesko me, dobo smuče, dobo. Ja, mi smo planic kar prpel. Dobar. Ajde, vidimo se. Bravo. Pridemo v planico, ni snega, špure ni, za vse sem sam, top se pokvaril. Tamlej na letalanc tudi nič ne znajo, za vse sem sam, ni čuden, da sem doktor Rade, a ne? Ja, vse moram sam delati. Doktor Rade! A? Trebam lopotu! Marš kaj v kombi pa jo vzem, kva me zdaj tle zabavaš neki, a? Aj, dobro. Ajde, veš. Moram da grem, ne moram nič brez mene, čistom kurac. Imaš smuče? Imaš pancare? Ja. Imaš kombinezon? Tudi. Imaš vse, kar rabimo? Ne, nimam. Evo nas v planici, to je čisto iznenada. Ampak letos moram priznati, da je naš France res v odlični kondicijski pripravi. Ves poletje smo trenirali, treniral je šah, balinčkane, naredil par sklec, nekaj krogov tekel, nekaj je bilo tistih treningov tudi za padac, kar je bo nekaj novega letos v našem treningu. Treniral je tudi bowling, pa če se sprašujete, zakaj bowling, to je samo zaradi telemarka. A je letos v kondicijski pripravi? Pa jaz sem. Če pojmo pogledati, pa da vidimo, kva bo. Takrat sem bil zelo zaseden, zato se nisem mogel udeležiti te tekme. Ampak sem vseeno zagotovil soldo. Hotel 5 zvezdic, all inclusive, open bar. France, ti da bilo vse slabo? Slabo mi je, doktor. Ne vem, če bom lahko spatil. Vidite. Na zadnjem pregledu pretekmo bo še zelo sproščen. Poglej ga. V pogovoru z njim sem zasledil neverjetno odločnost, niti kančko strahu. Pašta. Evo, to je to. To je demonstracija našega napravljanja in pripravljanja, preden jaz skočim. Imamo pa še nekakšno skrivnost, ki jo do zdaj še nihče ni pogruntal. Samo moj monsieur, trener, potočnik. Yodele, 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 yoyi. Ya du du alu alu du alu du yo la la la. Ya du du alu alu du alu ya la la.
Naslednje postaje turneje Matič François preprosto ni smel izpustiti, saj si novega razočaranja med zvestimi navijači ni mogel privoščiti. Pozdravljeni navijači, moji oboževalci. Tukaj smo v Sebenjah na pripravah oziroma na tekmi in mogoče sem vas na prejšnjih skakalnicah razočaral, vendar ljubim vam, da danes ne bo tako. Danes bom res skočil, a je tako, trener? Danes je res fenomenalen veter, kot talac za našega skakalca. Danes bo skočil čutim, to je termika tega vetra. Approach the shooting range and shooting number 2. Zale postavlja na vrhu, Zale prihaja, fanti. Plito planica, fant je res dokazal, da je lahko suveren. Halo Jelko, kaj je zdaj? Ja, si videl fanta, pa kakšna promocija se lahko naredi. Spet boste imeli prazno planico, loj. Malo denarja, malo muske, to sem že stari jaki spravil. Ja, loj, se slišimo, no, moram iti. Ajde, čau. Rejc je res dober trener, vsi mogel je nulo reči. Pa odskaz, čutil sem pokal. To je to, zmagal smo, a ne? Glava je bila na pravem mestu, motivacija pa tako ali tako ni bila nikoli vprašljiva. Ko ima on narejene te 4 stvari, je res možno dobrega poleta. To je tudi dokazal. Takrat sem bil ravno v Dubaju, ker bo tekma v Sebenjah. Tako da so me poklicali po telefonu, glede rezultata. Vendar je bila telefonska zveza malo slaba. Nisem dobro slišal. Mislim pa, da je bil prvi. Ocene pa izjemne. Končno je napočil trenutek, ki so ga navijači in ekipa nestrpno pričakovali celo sezono. Francoz je skočil. Ja, lejte, nima več kje zadodati, mislim, da je bilo že vse povedano. To je to. Konc sezone je. Hvala Bogu. Delce so bili zrihtani v nulo, saj tako so mi ovi vodilni rekli. Skok je bil pa fantastičen, v to letu. Takrat se je v našemu fohu parjal en dober pregovor, ki pravi: bolje škarjanc v zraku kot golob na štartni rampi. Pri nas je to dobro parjal med nas delavci. Smučke štimamo. Zdaj pa konc sezone, dopust, valovi, palme, žurke, pičke, pijača, vse. Ajdošna, gremo, ajmo. A ima še kdo kaj zapovedati? Jaz bi res pohvalil našo ekipo, delovali smo res super. Moram pohvaliti res našega oskrbovalca smuči, Selektor smuče. Moram pohvaliti tudi našega Rosota. Rosa, boste še vi kaj povedal? Ko bi videl, kaj? Ja, kaj ste mu pripravil? Ja, imel je nekaj težav pred skokom in ni želel skočiti. Toda ni me zgrabila panika. Hladen kot dolenjski špricer sem mu pripravil nekaj čisto na zeliščni osnovi, če me razumete. Ja, vi, tamle zadaj, kaj vprašate? Kako ste pa vi doživeli ta skok? Ja, najprej povem, da ta skakalnica v Dupljah ni za vsakogar, ni za vsakega skakalca. To je res strašna skakalnica.
No, pa naj se vrnem na debato skoka. Skoka se spominjam, kot bi bilo včeraj. Ko sem se vzpenjal na vrh, sem mislil že, da mi ne bo uspelo, vendar pa sem se zagledal v tisti rumen sneg ob potki in sem si na koncu dejal, ti si enak, ti to zmoreš. In kot ste videli tudi na včerajšnji tekmi, mi je to uspelo. Kot drugega nimam za dodati, kot pa, da so rezultati evidentni, zadnje mesto v Dupljah, mislim, da je to nekaj izjemnega. To vsak drug skakalec lahko samo sanja, mi smo pa dejansko to storili. Ta skok sem videl, očitno je Grozna zalegla. Sem rekel Grozna, mislil sem podpora. Saj to boste rezali, ne? Pojdi pon. In potem, ko sem ga prvič videl na samih tekmovanjih, mislim, da je bilo to 12 let kasneje, 12, ja, sem šele dojel, kaj je on takrat delal. Dejansko je bil pred vsemi nami v razmišljanju, v samem pristopu in v vsakem času marsikaj mi je novega pokazal. Tudi potem v višjih kategorijah so se ga vsi bali, tudi to se spomnim. Zmeraj so se, ko je prišel na prizorišče, so ga zmeraj gledali vsi z velikimi očmi. Zdaj pa Matic France prišel. Kaj bo? Spet ne bomo mogli nobeden drug zmagati, kot pa samo Matic. In vsi so se ga resno bali. Z novimi močmi so naslednje leto prišli na tekmo v Duplje kot veliki favoriti. Vendar se je usoda ponovno poigrala z njim in ekipo, saj so se težave pojavile že na žrebanju številk, ko se je zgodil znan incident 72. In sedaj svet športa. V Duplah se je na današnji tekmi svetovnega medgalaktičnega pokala zgodil incident svetovnih razsežnosti, v katerem je bila vpletena tudi svetovna zvezda smučarskih skokov in tudi Rudi. Svetovna javnost je ogorčena. Izpod duplanske velikanke Fičekov Tamvat. Sad prepade sem postal, ko sem poskusil tisto ceneno vino in tiste cenene skampe, ki sem videl, da so ga ni čisto umetno. S tem strani se svojih psa ne bi nahranil. Komo? A incidento? Ma, tega nisem videl, no komento. Aha, koleno rahlo otečeno, klasična poškodba pri parahorizontalnem gibanju, bi rekel, in kaj pa kaj zobki? Zobki v redu, ja, bomo za vsak slučaj mečkam poli, da, prav. Sestra, slesalec. Stal sem poleg njega, ko je obstajal nervozen. Imel sem pripravljeno nekaj pomerjeval, da mu jih dam, vendar je predtem skočil na oder. Sestra, tekočino? A šnapčo? Ja? Ne.
nakazal boš denar. Lej, pa še tistih 20% vzame, tako kot so se zmenila. Ja, lej ga pa ne boste imeli. A Martin strelj za ston po Amazonku plava. Ja, ne, lej, račun imaš, mojega tudi nakaž. Ilko, zakaj je problem z denarjem? Zakaj lahko Innsbruck brat kakih hajem plačajo, Planica pa ne more? Carlos! Si, senjor. Odaja! Ja, loj, on je iskal naroba, dobro je zdaj ga v te hotel. Loj, on je kak kurba v Bangkok, vsi ga hočejo. Loj, drug teden bo te pa dvojno plačal. Ja, ne bova se tako šla. Ne. Loj, Ilko, Planica ima denar, dober veš. Ja, ne. Dios míos. S kim ja radim? A veš, kaj leto gor na oder, vsi so ustali bili tih, res napetost, kaj da bi nožen suđuk narezal. Gleše? A? Joja. He very good jumper on the ski. He very good person. He very good opponent. Very nice. No, ampak imuje pa zmeri en velik problem in to vsi vemo, kakor smo v smučarskih skokih. In to je duplanska velikanka. Tam pa še ni nikoli zmogel zmagati. Ampak za letos sem pa slišal, da se je drugače lotil in sicer okrepil se je z enemu drugemu, še z enemu dodatnemu trenerjem, z enemu novemu trenerjem. In tako, kakor sem ga jaz videl na treningah v Kranju in še na drugih skakalnicah, mora biti letos res super pripravljen. S tem pa težav za Francoza ni bilo konec. Že naslednji dan na tekmi se mu je pri odločilnem skoku zalomilo. Zadnja stvar, ki se spomnim iz lanskega leta, je bil iz vrha skakalnice, ko sem pripravljal na skok našega Matiča. Vzgoraj sta se sprla Štavarošem, Mačar ga je začel provocirati, hotel ga je uničiti, a naš Matič se ni vdal. On je to sprejel čist hladno, kot špricar, ni se oziral na njegove žalitve. Sicer je skočil zelo v redu, žal je bil padec tisti, ki je bil skoraj da usoden. He is very good jumper on the ski. He very good person. He very good opponent. Very nice. Skoraj mi je delaj skrb zlamo, veš, ni to silvete, 5, 2, 3, ne, to treba tle zategati, tle nabrusati, to je treba vse. Pa delaš, ni vse tako, ko se vidi to malo smeha v naši delavnici, da malo popestrimo dan, a veš. Mislim, sem rekel. Jelko, očitno se nam nič mogla zmeniti. Planica še kar drugo razdeljeno tekmovanje ostal. Nočite zvezde. Carlos. Si, senjor. Palca. Pa ne poskačejo ti razni Benkoviči po frasi za vas. Lej, mi bomo šli pa v dople. Ne, Jelko, hvala lepa. Zaključiva. Nima časa je s tabo. Bomo šli pa mi v dople. Tam pa imajo denar. No, kje smo mi že ostali? Pa lejte, vse številke povejo svoje. Fant je zvezda, nima več kaj za dodati. Carlos! Si, senjor. Batelhofer kliče. Halo? Ja, mami, no. Ne moram zdajle, saj veš, da sem te hotel poklicati nazaj. Bom pospravil, obljubam bom. No, se slišava. Čau, čau. Šestica, desno spodaj, zalitje.
osmica, levo zgoraj, okluzalno. Ja, drugač imate pa kar dobre zobke, bi rekel, a ne? Ja. Bova pa za vsak slučaj še en ortopan naredila. Kakšen ortopan? No, glej ga zlomka. Ponovno mi je to storil. Sila agresiven človek. Ti sem že ustal. A ja, padec. Grozen prizor. Človek se pri zdravi pameti in tolikšni zaužiti količini alkohola ne bi šel spustiti po skakalnici. Ampak on ravno to je storil. In najprej sem pomislil na multizlom večjih kočic v telesu. Ampak bi bilo to pri zaužitih substancah praktično in pa tudi teoretično nemogoče. Kako bi jaz to vam razložil? Evo, da karikiram. Je treba še kaj dodati? Menim, da ne. Kaviar se mi zatakne v grlu. Šampanjac se mi polil po nove rmane obleki. Servitora! Oko se mi je vrosilo, ko sem pomislil, da bo moral poslati obleko na ponovno ciscenje. Ma kemona! Po lanskoletnem padcu je naš Matic, ko je padel kot samokolnica drv, smo se z leta spočudovali čist drugih tehnik. Naprimer, prišel je gledati tudi Schnirrentzauer, te znana imena, več znanih skakalcev, tudi Robert Kranjc med njimi. Zdaj to tudi si že celo poletje treniramo, poskušamo. Leva! Po letošnjem nastopu Francoza nihče več ni videl. Kam je odšel? Je pobegnil s kakšno oboževalko? Je ponovno podlegel drogam? So ga ugrabili? Ga bomo sploh še kdaj videli? So šampioni? Mislim, da tako dobrega skakalca, ki bi prišel prav iz nule. V sam svetovni vrh še nismo imeli. Jaz se ga ne spomnim, jaz tudi nisem nikjer prebral nobeni literature o tem, evo, zdaj ga imamo. Piše novo zgodovino. To se vidi, da kjer je volja, je tudi pokal. Je number one, to mu nimamo kaj očitati. Ampak potlej, a ne, so pa prišli rezultati. Se mu je pa sam Norjaki Kasai pripel. No, zdaj pa je, da je na zadnje cajte prešal to na pir, ampak dobro, v tem jaz ne bi mogel kaj več povedati.